Pozdravljeni, dragi bratje in sestre. Stopamo v postni čas, ki ga Sveto pismo imenuje tudi čas milosti in čas rešitve. In zares nas Jezus vabi v tem postnem času, da gremo skupaj z njim za 40 dni v puščavo. Žal se je naša praksa tega postnega časa velikokrat izvotlila in zbanalizirala. Zbanalizirala zgolj na vzdržek mesnih jedi, ali pa da smo ta mesna jedila nadomestili z izbornimi ribjimi specialitetami, kar je še hujše. Nevarnost je tudi, da bi iz postnega časa naredili tekmovanje v skoku v duhovno višino in si za postni čas lahko postavljamo letvice zelo visoko in naredimo tekmovanje samim seboj, koliko nam bo uspelo preskočiti. V tem tičita dve nevarnosti. Prva nevarnost je, da nam itak ne uspe, kar pomeni, da bomo hitro obupali, postali potrti, brezvoljni. Če pa nam slučajno uspe, to je pa druga nevarnost, je pa nevarnost, da se bomo trkali na prsi, se pravi, da bomo postali napuhnjeni, kaj vse smo naredili. Še ena past je, da bi iz postnega časa naredili čas shujševalne kure ali nekaj podobnega. V resnici ni to bistvo in namen postnega časa. Kot sem dejal na začetku, postni čas nas vabi, da gremo z Jezusom za 40 dni v puščavo. Puščava je v Jezusovem času bila kraj, kjer so bivali demoni in divje zveri. In človek, ki je šel v puščavo, se ponavadi ni vrnil. Tisti pa, ki se je vrnil, je v ta njegov prihod bil znamenje, da je to Božji človek, da ni to navaden človek. Kako torej vstopiti v ta 40-dnevni čas posta? Rekel sem na začetku, da nas vabi Jezus v puščavo. Kaj pa je lahko moja puščava? Tisto, kar bi vam predlagal in najprej tudi sebi, je, da bi vstopili v ta postni čas tako, da bi kar se da eliminirali, izključili elektronske naprave. Tukaj mislim na internet, na računalnik, na televizijo, na pametni telefon. Če se bomo zares odločili, da omejimo ali celo izklopimo te naprave, potem bomo šele videli, koliko življenja nam te naprave v vsakdanjem življenju jemljejo, koliko časa nam porabijo. In naenkrat nam bo ostalo veliko časa. Ampak tisto, kar je morda še bolj pomembno, je, tudi mi bomo v tej puščavi, ko ne bo elektronskih medijev, v samem sebi lahko srečali svoje demone, svoje zveri, ki nas ogrožajo in napadajo in pred katerimi pravzaprav bežimo. Bežimo v ta svet elektronskih medijev, da se odklapljamo, da zbežimo pred težkimi občutji. Kajti v tej puščavi, v tej tišini, v tej praznini bo lahko v resnici zazijajena velika luknja. In v tej luknji, tej praznini, česar nas je gotovo strah, bi morali prepoznati pravzaprav, kdo smo, resnica o sebi, kaj v resnici živim, s čim polnim svojo praznino, ali je to zasvojenost z elektronskimi mediji, ali je to hrana, ali je to delo, ali bežim pred neuresničenimi odnosi, ki so polni lahko bolečine.
Lahko je v meni ogromno enih strahov, bolečine in praznine. In navadno ljudje vse to zabrišejo s tem, da se odklapljajo od samega sebe in se priklapljajo na elektronske medije. Zato je ta 40-dnevni post, ta puščava, če se bomo zanjo odločili, v resnici kraj, kjer se bo razodela tudi resnica o nas samih, o tem, kdo mi smo in kako živimo. In tako postane lahko tudi to za nas čas milosti in rešitve. Kajti povabljeni smo, da vso to praznino in bolečino in vse tisto, kar je v nas in kar bomo srečali v tej puščavi, da vse to v resnici kliče po odrešenju in po življenju. Gospod je tisti, ki ima polnost življenja za nas. In tega nam ne more nihče drug dati in tega ne moremo z ničemer drugim zapolniti. Zato vas vabim, da vstopimo pogumno v to svojo puščavo, da se spoprimemo z zvermi in z demoni, ki so v nas, in da vse to, tako kot je Jezus premagal skušnjave, tudi mi to premagujemo z Božjo navzočnostjo, z njegovo pomočjo. Da ne bomo mislili, da je post naš projekt, ampak je projekt duha. Saj kot bomo slišali na prvo postno nedeljo, je duh odvedel Jezusa v puščavo. Prosimo tudi mi Svetega Duha, naj nas spremlja, ko bomo šli z njim in na njegovo pobudo v svojo lastno puščavo. Čas milosti in rešitve je torej pred nami.